Tako da si to daješ take umestne cilje, ne, pol enkrat si reče tako, zdaj imam že 200, veš. Če bi si rekel, zdaj, ko si na štartu, 246, to je itak nepojemljivo, mislim, nora številka. Mislim, da nisem dvakrat v tej pol leta pred Špartatom naredil več kot pa, ne vem, 21 km. Spat sem šel do 5:30 zjutraj, od 6 je bil štart, ja nisem videl pol metra naprej. Preden začnemo s podcastom, lepo vas prosim. En gumb je na zaslonu, kjer piše naročite se, ponavadi je rdeč. Prosim, kliknite ga. Lepo pozdravljeni v novi epizodi Torkovega pogovora. Današnja najina gosta sta Klemen in Maja. In res hvala, da ste si vzela čas za najbolj, no. Z veseljem. Hvala tudi z moje strani. In veliko časa povzame tudi vajen šport, ne. In to so pa ultramaratoni. Tako da... Za začetek, komu več časa, kdo več časa posveti ultramaratonu? Jaz Oziroma zelo malo. Zelo malo? Trenutno nobenemu od naju. Imamo zimski počitek. Jaz sem tako kot vsi. Ja, si to je. Ja, ne tako, kot vsi. V bistvu bi mogli zdaj že delati malo zimsko bazo, pa spet se malo pripravljati na naslednjo sezono, ampak ne, in kar neki, jaz nimam neke motivacije in volje, da bi res ful časa zdaj temu posvečala. Ja, sej. Smo bolj nedeljska tekača. Ja. Ratala. Ko je sonč. Kaj je na planu jutri? Ja, jutri nedelja. Ja, mi imamo zdaj, se pravi, eno leto imamo atletski klub S12R v Kranju, a ne? In smo se zdaj odločili, smo naredili zimsko tekaško rundo. To pomeni, da 11 nedelj tečemo skupaj in so pač vabljeni vsi in člani in nečlani tekači, a ne. Se pravi, jutri imamo 4. rundo in to pomeni, da se zberemo ob 8. In tečemo maksimalno 3 ure, pomeni lahko tečeš 1 uro ali pa 3 ure in potem se to točkuje. Imamo pa 3 različne lokacije, jutri smo v Trbojah, drugače imamo pa še tam v Kranju okrog Planeta Tuš. Eno traso, ki je dolga 1,9 kilometra, potem imamo v Kranju kanjon Kokre, ki je spodaj pod mostom, je 1 kilometer. Pa imamo pa še izven tega še tek iz Kranja v Dražgoše, ki je ta tradicionalni pohod, to je 11. januarja. Pa za zaključek tek iz Kranja v Vrbo, ta tradicionalni tek, to je pa 27-28 kilometrov. In to smo pač tako zdaj organizirali klubsko, da malo spodbudimo ljudi, pa naju tudi, a ne, ke so malo zaspala, da se recimo vsaj ob nedeljah naredimo en tak skupni dolgi tek. In udeležba je kar dobra, tako okrog 25-30 ljudi, tako iz vse posod, ne samo iz Kranja. Lepo. Za začetek, kako bi pa opisala drugega tako, pa če ne bi smela uporabljati besede tekač ali pa športnik? Pa grdih besed. Pa grdih besed. Ali pa tudi lahko. Jaz bi mogoče hkrati povedal par besed o meni pa o Maji, ne. Ja. Noben od naju ni kakšen, bom rekel, prav obseden tekač oziroma obseden s tem športom. Se zdi, da oba dva laufava samo takrat, ko hočeva laufati oziroma noben naju ne more prisiliti, da bi šel, predvsem zase govoril tukaj, no, da mene nobeden ne more prisiliti, da grem teč, noben me ne more prisiliti, da grem v hribe, noben me ne more prisiliti, da grem v gostilno na pir. Hočem reči, delam stvari samo takrat, ko jih hočem delati. Zelo malokrat pa laufam že od 2009, sem šel teč, zato ker sem mislil, da moram iti, da bom kaj zamudil, če pa danes ne bom šel teč. Jaz sem tak, no, tudi precej kampanjsko laufam, no. Maja je malenkost bolj organizirana, sploh letos, ko je pretekla Šparto, se je, bom rekel, precej bolj resno lotila celotnega projekta, kot bi pa to naredil jaz, ne. Jaz si rečem, saj bo, pa pol malo stisnem, pa na koncu, bom rekel, ponavadi ne da rata, ampak nekako se privlečem do konca, no. Pa na koncu trpiš.
Trpim pa vedno, seveda, trpim. Mislim, jaz imam tudi eno tako zgodbo, ki jo bom kasneje povedal, ki je zelo podobna. Mislim, jaz sem tudi tako tekel kot ti. Sam full manj, ne? Ampak do tega še pridemo. Mislim, da to zdaj ni pomembno. Kaj pa ti, Maja? Ampak ti nisi zdaj odgovoril na njegovo vprašanje. On je Ja. rekel, da moraš ti mene zdaj vpisati. Ja, saj na kratko sem te, no, na kratko sem te, da dobro, lahko povem še to, da Ni povezan s tekom, a ne? Ja, Nekaj. ampak sej, ni tako pomembno. ne vem, zelo nerad druge opisujem, kar sama pove vse. Aja, kaj? Povem zate. Tako, kot je rekel, kampanjski, ampak drugače zabaven človek, ki se česa loti, ki se odloči, pa naredi. Ja. Jaz sem pa bolj tako, kot je rekel Klemen, ker sem se odločila, da grem na Šparto, sem pač sistematično trenirala, drugače pa tudi tako imam. Vzpone pa enkrat ful časa trenirala, po 14 dni nič, pol če imamo, ne vem, se odločimo, da gremo skupina kakšno tekmo, pol je že panika, ne, pol moramo spet malo trenirati, ampak za Šparto sem pa malo bolj organizirano in se sistematsko tega pripravljam. Ja, ne pomaga, če ima plan napisan na papirju Ja, ja. in se pol tega drži. Jaz nikdar nisem imel kakšnega plana treningov spisanega, nikdar, vedno sem šel laufat, ker v bistvu sem komaj čakal, da pridem iz službe, ne vem, počijem za pol urce, mogoče nekaj malega pojem in potem sem šel laufat z veseljem. Ne. Zelo malo tudi tečem z uro, da bi mi bila ura, ne vem, nek kazalec. To so pa redki taki. Se pravim, jaz, če grem tečem z veseljem, ne neki na silo, pa gledam, ne vem, gledam rezultate, pa jaz tega ponavadi ne delam. No. No, ampak tečeš pa že dolg časa, pa me zanima tako, a si se je kaj spremenil tvoj način teka, ali je od štarta, ki si začel teči. Zdaj boš lahko povedal tudi, kako si prešel tek, ampak a si se kaj spremenil, da si na začetku kako drugače gledal na tek, kot zdaj. Seveda, zdaj. Moj začetek je bil tak. Jaz sem delal v nekem kranjskem podjetju in moj direktor je organiziral kar nekaj teh tekov, različnih in gorskih in teh cestnih ultramaratonov. In leta 2009 sem bil jaz tudi zraven pač organizatorja kot supporter in sem jaz gledal, šlo je za Trans Slovenijo, to je bil tek v 5 etapah, štartom v, kaj je že bilo, v Hodošu, v Hodošu, čez zgolj pri slovensko-madžarski meji, s ciljem v Piranu, v 5 etapah, cirka 70, v povprečju 70 km na dan. In jaz sem te tekače gledal, ne. Jaz sem pa prej igral fuzbal, 25 let skoraj. In se tudi ukvarjal z vsemi drugimi mogočimi športi, seveda rekreativno. In jaz sem te tekače spremljal vsak dan, ne. In sem rekel, pizder je to pa ni nič od teka, ne. To gre pa počasi, to pa mislim, da sem jaz sposoben z njimi laufati, ne. No, in med tekači pa tudi moj prijatelj, ki je odstopil zaradi bolečin krčev že v začetku druge etape, se pravi drugi dan, ne. In on je odstopil, je pa rekel, da nas bo kljub temu, da več ne bo tekel, spremljal do konca te dirke, se pravi teh 5 dni. Se je rekel, super, in sem jaz pa začel razmišljati, kaj če bi jaz njega prosil, da bi on prevzel moj del posla, kar se tiče organizacije. Jaz bi pa, ne vem, probal eno etapo odlaufati, ne. In po ne vem kolikih prošnjah pri mojemu direktorju je končno on popustil in mi dovolil, da jaz laufam. Zdaj mislim, da je bila to 3. etapa, če se ne motim, dolga 70 kilometrov, ne. Nisem imel opreme, nisem imel superg, nisem imel tekaških hlač, majice, nič nisem imel s sabo, a ne. In sem jaz pridobil vso to opremo. Seveda smo pa pred tem, sem bil vesel, ne, za to informacijo, da lahko nastopam. Bil sem v dobri družbi in smo se ga napili en večer prej, ti povem, po živalsko. Spat sem šel
mislim, da ob 5:30 zjutraj, ob 6 je bil start, ja nisem videl pol metra naprej. Pa si prej že kaj treniral ali Ne, noč igral tekel? sem fuzbal, ampak tekel nikoli. Pa kar 70. Tekel nikoli in zjutraj seveda se postavim na štart, videl nisem, kot sem rekel, pol metra naprej. In se ta kalvarija poj končala na 50 km. Da enega 30 sem še nekako laufal, pa je pa hoja do 50, pa pol bolniška 2 meseca. No, tako se je vse začelo. Kakšna bolniška. Mislim, bolniška, tekaška, no. Tako da, me je potegnil, Prisilni počitek. ampak nisem mogel teči 2 meseca, ker sem bil podrt, razmontiran totalno. Zanimivo, da te je potegnil v šport, pa si imel, jaz bi rekel, slabo izkušnjo s tekom. Mislim, mene šport vedno mi je bil blizu. No. Spremljal sem vse športe, še danes jih spremljam, sicer ne več to kot prej, ampak ja, videl sem, da se da, takrat sem videl, da se da, brez treninga in ja, tam se je začel pa. Ne vem. Lepo, kaj pa ti Maja, kako si pa ti začela? Jaz sem pa tako, ne vem, zase malo tekla vsake toliko časa, pol sem se pridružila eni skupini tekaški, ki je bila tamle na Brdu pri Kranju. Pol naslednje leto sem se pridružila drugi skupini, ki jo je Klemen vodil in pol preko te skupine pa Klemna, ki smo se družili, sem v bistvu pol šele spoznala, da obstajajo še kakšni daljši teki kakor maraton, ke prej niti jaz, niti noben po moje v tej tekaški skupini, ki so bili, nismo vedeli, da je še kaj drugega kakor maraton. Ja, ne, omejitev na gor ni, ne. Ampak prej si omenila te vzpone pa padce, a ne. Pa je bil kakšen tak padec, poraz, ki ste ga doživela, pa ima je dal kakšno lekcijo, izkušnjo za naprej, ali pa tudi, ki sta kaj premagala, pa vam je tako ful pomenila za naprej. Ste se iz tega nekaj naučila? Zdaj, pač, da bi bilo pri meni kakšni porazi, pri meni jih ni bilo. Zdaj, seveda se je zgodilo, da sem jaz to odstopil, ne. Ampak odstopil sem zato, ker se na tekmo tudi nisem pripravljal, ker sem šel, bom rekel, čisto na blef in jaz tega nikdar nisem imel kot poraz. Nikdar. Pač, kot sem že prej Ne, rekel, še se mi zdi prav. vedno sem tekel iz veselja, iz užitka. Tisti teki, ki jih pa, ne vem, s katerimi pa na koncu nisi bil zadovoljen, mogoče celo ne prišel do konca. Pa v bistvu zame to ni bil poraz, ker sem videl, da je bilo vloženega oziroma ni bilo vloženega v projekt nič in tudi ni bilo pol nobenih razočaranj pri meni nikoli, no. Torej, najboljše je, da v bistvu nič ne pričakuješ iz tega, da nimaš... Točno to. Najboljše, da nič ne delaš, Ne, to ni res. nič ne treniraš in na koncu Ni. razočaran ne pride. Sem, ne more biti, Tako, ne. tako. Ker nisi za to nič časa. Vse je odvisno od človeka, jaz tako da nič ne delam, sem razočaran, če mi ne rata. Ja, Ja. on je. Veš kaj, mlad si še, no, jaz sem toliko star kot ti, ali pa pol še starejši od tebe, ko sem začel teči. Kdaj, pri letih? Jaz sem bil star 29. Aha, Roglič. Ja. Tako. Tako, jaz pa Roglič. Ja. To je tudi za ultramaraton. No, to je tudi res. Mislim, zgodaj, ampak jaz sem bil skozi aktiven, a ne? In tudi, bom rekel, z nič ali pa z minimalno treninga je nekako šlo, ne? Danes pri teh letih, ki sem pa danes, pa Ja. je treba malo migant, da sploh lahko greš, no. Ja. A ne. Z nule gre težko, ko si pa star, bom rekel, 30 ali pa še kakšen let manj, takrat pa gre, sploh če si bil aktiven celo mladost, kot sem jaz bil. Kaj pa ti, Maja, pri tebi bilo tudi tako, nič pričakovan, pa sam na gor, ali... Pa ja, jaz vedno, ko sem šla na kakšno tekmo, nisem pričakovala, ne vem kaj, pač itak sem šla tako, ne vem, ko sem odtekla prvo stotko, mi je bil to ful uspeh, a ne, da sem to premagala, nisem imela nobenih pričakovanj glede časa sam priti v cilj, isto zdaj na Šparti, a ne, samo da pretečem. Tako da nisem imela nobenih pričakovanj in pol tudi ne posledično razočaranj, če mi kdaj ni šlo, ali pa da sem malo bolj trpela med tekmo, zdaj govorim sploh za te daljše, ki sem tekla, a ne. Ja, sej ta Šparta, ta je kar dolga, ne. Pa, Kar ja. me zanima najprej tako, malo čist, mislim, lahko kdorkoli pove. Po dolžini, za tiste gledalce, ki ne vejo, pa kje se začne. Ja. Oba sta to pretekla, pa pol, mislim, lahko
lahko ti, Klemen, poveš, koliko je to po dolžini, pa kje se začne, kje se konča. Kaj sploh Špartatlon je? Ja, za nekoga, ki ne ve nič o tem. Špartatlon je ultramaraton, mislim, da je to najbolj prestižen ultramaraton na svetu, ki se odvija vsako zadnjo soboto, zdaj se predstavljeno soboto, včasih je bil to petek, v septembru mesecu. Štart je vsakič pod Akropolo v Atenah in se laufa do Šparte. Hudo. To je dolgo 246 km. A pa tako je naredi kakšen ovinkal, je direkt. Mislim, to je ultramaraton, ki gre z točke A na točko B, iz Aten do Šparte. Ovinka sta dva, levi, desni. Res je. Veliko višincev, Koliko 3000 višincev, ki greš vmes še čez eno goro. Mislim, veliko se tako počasi Kaj spenja. čez Olimp? Ne. Prevelika. Greš čez goro, koliko je enih 800 000 se uspneš ponavadi. Mislim, jaz sem prišel po noč gor, ne? Ali kako je že po noč, večina tekačev je to po noč, ali kako je že. Večinoma gre po cesti, po asfaltu, edino čez goro, tam je malo, bom rekel, terena, ampak to je en zelo, zelo kratek del. Ponovadi je zelo vroče. Ja. Ja, september. Ja, dole to Še že. vedno. 28 stopinj smo zdaj imeli, oziroma še več, 30, a ne? To je za Čez tek. dan, v soboto, Kdaj, ob kateri uri se pa začne? 7 zjutraj. Zjutraj. Aha, ja, no, Tako da že saj- ostaneš si zelo pečeš, zgodaj. Tako da, ja, kako pa priprava na to poteka, Maja? Kako si se ti pripravljala? Saj oba povejta, ne? Ja, mislim, moja tako, imata kot sem čisto- prej rekla, jaz sem imela tako dost, mislim, veliko sem o tem razmišljala, sploh, ko sem se prijavila, a ne, to, oziroma, ko sem izvedela, da sem sprejeta, a ne, ker to se najprej prijaviš, pa te moraš še žrebati, a ne, prijaviti se moraš pa z normo, a ne, moraš v določenem času, recimo za 12, jaz sem se prijavila s to normo, 12 ur, za ženske, da v 12 urah pretečejo vsaj 110 km. To je prva točka, da sploh lahko se prijaviš, pa moraš še čakati, da te žrebajo. Če si pa ful boljši, zdaj ne vem na pamet norme, ampak tisti ful dobri tekači pa pridejo direkt noter, a ne rabijo iti v žreb. V glavnem hočem reči, to je bilo, ne, marca, ne, januar sem se prijavila, marca dobiš, ja, se mi zdi. Sem že malo pozabila. Ampak okej, recimo od takrat naprej, a ne, sem ful skozi o tem razmišljala in pol nisem bila še neki ful v procesu treninga, ne, sem kar trpela tako recimo prve 2 meseca, da sem prišla, da sem osvojila to konstantnost, da mi je to prišlo v kri, a ne, in pol sem pač, ne vem, trenirala, delala dolge teke, klance, včasih s Klemnom, včasih sama, pa še z Nežo Mravlje smo dosti trenirali, ke je bila pol tudi v suportu s Klemnom na Šparti. Tako, no, mislim. Klemen pravi, vse, kar sem naredila, je bilo premalo treninga, glede na to, koliko je to dolga in naporna pot, ampak očitno je bilo Premalo zame dosti. treninga. Kaj pa ti, Klemen, kako pa ti? Ti si to že kar dolgo časa nazaj odtekel, ne? Ja, Koliko? precej, 11 let nazaj. Ja, kako si pa ti se pripravljal, tako psihično tudi lahko poveš? Ali pa... Mislim, nobenih posebnih treningov, sigurno sem tekel več, kot pa bi običajno verjetno, ampak nikoli pa nisem jaz tekel daljših od, ne vem, 20-21 km, oziroma sem v celem procesu treninga, če lahko temu sploh rečem, proces treninga, ker to ni bilo, sigurno ni bilo primerno, niso bili primerni kilometri za tako dirko. Mislim, da nisem dvakrat v tej pol leta pred Špartatlonom naredil več kot pa, ne vem, 21 km. Ampak sem šel pa kar dosti pogosto, no. Tekel sem pa sigurno 5-krat na teden po tam 19, 20, 21 km, a ne. Ampak nikdar, da bi mi kdo, ne vem, napisal kakšen plan treningov, da bi si ga sam napisal, da bi mi kdo prav na hudo svetoval. Ja, že takrat smo bili prijatelji s našim najbolj uspešnim ultramaratoncem Dušanom Roletom in takrat mi je on tudi dal seveda kakšne napotke. Vem, da jaz sem tak človek, da vedno poslušam, spremljam samega sebe, nikoli se ne spotikam v kakšne, bom rekel, nasvete drugih, pa bi se mogel, če bi hotel, ampak pač tak sem. A ne, tako da
Jaz sem premalo treniral, tudi zato sem pol Majo kar precej, ne vem kakšne grde besede rekel že na začetku, bom prešparal za poj. Jebal, da bi mogla več. Pa ne zato, ona je laufala več kot pa jaz. Ampak jaz sem skozi mislil, da sem jaz močnejši, sem moški, sem jači kot pa Maja. In zato sva imela kar ene par sporov pred Majino Šparto doma zaradi treningov, pa zakvale žize na kavču, pojdi vam, kva misliš. Dobro, to je bilo enkrat. No, velikrat sem jaz to rekel, zdaj ne naroden, pa ne zato. Ja, zato, ker sem pač res želel, da pride do konca. Ker to je bila tudi zame zmaga, kot suporterja. Jaz sem mi povedal, jaz s tabo na Šparto ne bom šel, če ne boš tega treninga vzela resno. Jaz hočem, da pridemo vsi skupaj v cilj in da smo ponosni na te, en na drugega, da se imamo dobro. Kaj sem hotel povedati? To, no, v glavnem je trenirala precej več kot pa jaz. Pa še vedno premalo. Pa še vedno ne, premalo, na ja. koncu je skazal, da je Ja, ne, bilo v redu. takrat si ne. mislil, da je premalo. Takrat sem mislil premalo, ja. Ampak na koncu je pa skazal, da je bilo v redu, da je bilo očitno lih prav. No. Pač njej se je res išlo. Jaz sem samo, jaz pa Neža kot suporter, sem samo čakala, kdaj se bo tek podaril, na Šparti. Ker sta bila zaupanje Ker so vame. spremljala tudi ostale njene konkurente, v narekovajih, na Šparti. Mislim, da si sam sebi konkurent največji. To sploh pretečeš, mislim, meni se zdi to najverjetnejše. Ja, ampak veš, jaz sem bil na Šparti 2014, pa vem, kakšne težave sem jaz imel. To je bilo noro. Jaz, če ne bi imel tako kvalitetne support ekipe, teh svojih prijateljev, jaz sem prepričan, da ne bi prišel skozi. Jaz sem rabil precej več pomoči, nekih vzpodbud svojih supporterjev, kot je Maja rabila zdaj letos na Šparti. In tudi jaz, ki sem spremljal druge tekače, samo en primer, ob 2 ponoči začel fejst deževati, temperatura je padala na 12 stopinj, se pravi, iz 30 na 12, to je kar šok, dež, mraz, veter, ker Majo poznam, ona je res načeloma zelo zmrznjen človek in jo rad zebe. No, in smo čakali na eni od vključevalnic, slab vreme, pred njo so hodili nekateri tekači, jokali so, zebali jih je, niso mogli govoriti, toliko jih je zebalo. In sem rekel, evo, vprašanje, kaj bo zdaj, ko Maja pride na ta punkt, no, pride, tako, v redu, njej ni bilo nič, ona se smeji, samo problečen se gremo naprej, tako da, tako no, vice, no, da ženska, če se nekaj odloči, a ima ta punca videla? Ne. No, da videla, no, če se ženska nekaj odloči, da te bo ali karkoli, ona bo to naredila. Ti boš popustil, jaz bom popustil, ona ne bo, no, in pa ne se to Ja, zgodi. ne, pa ni bil moj cilj, da jaz tebe premagam v času. Ne, nisem mislil, da tekmuje sama s sabo. Ja. Močnejše so precej bolj, če se jo nekaj zažene, bo naredila. Ja, koliko pa je pol, ti si rekel, 5 do 6 na teden po 19 km, koliko si pa ti trenirala? Jaz sem 6 na teden trenirala tudi tako, po recimo 20 km, tako čez teden, čez vikend sem delala pa daljše, sem imela tudi ene parkrat smo šli iz Kranja v Bohinj, se pravi 50 km, najdaljši bil pa trening 73, to smo pa, ko smo bili v Črni gori, smo imeli Kamp. eno tako krožno pod Durmitorski prsten, se reče, kaj 73 km. Ja, Ja. to je moja najdaljša, 73 sem. Tekaška? Ja, O, res, bravo. Ja, to je moja najdaljša tekaška, ampak s precej velik višinci, no. Je Mislim, se je klejk bila- je bilo tudi. To sem jih hotel reči, verjetno je tle ful več višine v Sloveniji, kot pa tam v Grčiji bilo. Pa. Ja, itak, Se ne, zapomnim. sej tle je bil bolj zame, to skoraj ni bil več tek večino časa, ker pač na gore enostavno hodiš, sej tudi Sej takrat, tudi ko- na Šparti hodiš, Ne tudi moreš klej, ko sem rekla niti 73. približno ne moreš teči v klanc, takoj Ja. ko grem malo gor.
je Mislim, konc. kakšni lahko, ne, ki so dobri. Jaz sem tudi Redki. hodila na špartatlonu, sploh tam, ko greš čez goro, pa tudi vmes, a ne, Ja, saj itak. moraš malo obrniti druge mišice, Ja, pa ne saj. vem, po noči tako si utrujen, pa tako. Ja, ne, sej pol, koliko 250 km, mislim, to je spet čist druga zadeva kot 70, no, ampak ja. Ja, saj tako, ko tečeš, sploh ne veš, ko tečeš špartatlon, sploh ne veš, da imaš še 200 km, pa tu pač si daješ take kratke cilje, a ne vem, do naslednje ukrepčevalnice ali pa še 20 km imam, da vidim Nežo pa Klemna, ne, ker tam so določeni checkpointi, a ne, kjer ti lahko suport pomaga, oni ne morejo biti na vsakem koncu na Ja. cesti. Ampak je bilo 14 točk od 72 ali koliko 73, kjer te oni lahko počakajo, pa te suportirajo, pa tako, ne. Tako da si tu daješ take vmesne cilje, ne, pol enkrat si reče tako, zdaj imam že 200, a veš, tako ful. Ni pol, če bi si rekel, zdaj, ko si na štartu, 246, to je itak nepojemljivo. Mislim, meni je bilo tudi cel proces treninga in teh mojih psiholoških priprav, to je nora številka. Ne moreš si predstavljati, da lahko to pretečeš. Definitivno ne bi mogel iti za nek vikend se spomnim, zdaj grem pa jaz odteč 246 Ja. km. Glej, je zelo pomembno, da ti že, ko zveš, da si sprejet na to tekmo, da vsak dan v bistvu s tem živiš z mislijo na ta tek, ne, in bolj normalno se na ta način tudi pripraviš, ne, da bi pa ti se danes na jutri spomnil, jutri grem pa jaz, ne vem, 200 km odlaufa ali pa 70 je ogromno, a ne. Ja, To je ja, ja. ogromno, a ne. Ja, pa 4000. Ampak če bi se pa ti pripravljal, ne vem, v glavi toliko in toliko časa, bi verjetno to razdaljo precej lažje dosegel, kot pa gremo malo. Ja, lahko gre, sam bo težko, ne. Ja, to je že Ja. del psihološke Tako, priprave, da tako, v bistvu vizualiziraš se malo. Ja. Točno to. Se mi da se vsak dan, po mojem, v tem času pogovarjala vsak o dan tem smo imeli debato špartatlonu. samo o tem. Ali to, da je me kritiziral, kako moram iti ali ne iti, da nisem šla trenirati, ali pa pač vse, ne vem, priprave, kje bomo, kaj bomo, tako v glavnem, kakor mi je rekel Klemen enkrat, jaz sem imela od njega, pa tudi od ostalih, ne vem, od Dušana Mravleta, z vsemi, ki smo se pogovarjali, veliko več nasvetov in sem bila tako psihološko, po mojem, veliko bolj pripravljena, kakor Klemen, ker takrat so bili še začetki, ne vem, kdaj so prvi Slovenci pretekli špartatlona 2010. Mislim, ali kdaj. prvi Slovenci po Dušanu Mravletu. Ja, ok. Tista množična pola, ne, 20, najprej ja. je bil Dušan, ali tako, pa se je pa, ne vem, vsak let jih je šlo 5-6 Koliko pa je vseh teh ljudi? ki Slovencev. tečejo? Ne, tako čisto. A koliko je na tekmi? Ja, ker verjetno je kakšno omejitev. ali Ja, pa- je umeto, ne. ja, okrog 400 jih sprejmejo, približno polovica jih pa pride do cilja. Tako vsak let, to sem jaz vse študirala. Vso statistiko, vse čase, ki imaš limite, a ne, kdaj moram biti kje, tako da sem se jaz to veliko bolj sistematično lotila in kar se tiče treningov in psihološke priprave. Ja. Vse to sem verjetno prej mislil, ne? To da reče, da si trening je bil, ne vem, nekje 20 km, ne? Vsak dan. Ja. Se mi zdi, da se verjetno pol najbolj prenese v to, da si ti pripravljen, da ne boš po 20 km nehal, ne? Da ti, ker 20 km je vseeno dosti velika distanca. Dosti, ja. In si Res ti je. vseeno fizično si po tem treningu dosti pripravljen, ti samo največ ti naredi pri tem, da veš, da ne boš nehal, Tako. preden boš končal. Se strinjam. Ja, mene najbolj zanima to, ker sem šel teč, pa se je bližala noč. Kako sta vidva to dojemala, ker pač je cel dan lepo sonček, verjetno, pa noč, ne. To se siguren rabiš malo pripraviti na ta šok, ker nič ne vidiš. Mislim, imaš lučko, verjetno, ali pa kaj. Ja, jaz se nisem nikoli na to pripravljal. Nisem imel, Kot ponavadi. in sem imel tudi nore težave pol, ne. Pa sem haluciniral. Ja, Pa saj sem to je izgubil, Šparti. pa sem izgubil ravnotežje bom rekel, na široki, gladki asfaltni cesti. No, še dobro, da tam, ne. Ja, tudi ni fajn, če na trdo Ne, padeš, mislim,
še dober, če se že zgodi. Ne, jaz sem imel to nore težave. Ne. Če ti jih nisi imela, oziroma Ne, ti si jaz imela za nisem kratek imela. cajt, si mogla Ne, jaz ostati. sem tako, če je bil ob 7 zjutraj v soboto štartane, sem jaz ratala ful zaspana v nedeljo ob 6 zjutraj. A veš, tako vmes, ne, ti z 1, 2, 3 zjutraj, to meni nič, ne, sem pač tako zlaufala. Sam tam okrog 6 zjutraj, se prav smo tako hodila in me je kar takole malo zanašala, po mojem sem tako veš za sekundo zaspala. In potem sem prišla k njima, ko sem jih srečala na naslednji ukročevalnici, sem rekla, da sem ful zaspana, moram se usesti zdaj. Pa takole, ne vem, za 5 minut malo zamižati, pa je minil 5 minut, a nekaj klem najde, čez 5 minut mi povej. In sem ostala in sem šla in sem bila res kanova, nisem imela Ne, nobenih težav. jaz sem ti rekel, damo ti 10, ker je imela ogromno še prednosti pred metlo, a ne? Ogromno je bila pred limitom na checkpointu, sem rekel, damo ti 10. Ne, 5, pa gre naprej. Ne, samo res ne moreš verjeti, koliko ti to lahko pomaga, tako samo 5 minut, da se tako malo umiriš, usedeš, res tako kanova. Ampak ja, to sem hodila reči, v bistvu sem se tako, cel ta proces treninga, ki sem imela, ne, tako poleti recimo, najbolj sem itak trenirala, sem imela v planu, da bom šla vsaj 2-krat ali pa 3-krat tako sredi noči teč, ne, ko mi je tudi tale Dragan Janković, ki je on selektor hrvaške ultra reprezentance, a ne, svetoval, da ne grem to, tako med 1 in 2 uro zjutraj laufati, magari tudi samo 8 kilometrov, 10, a ne, samo toliko, da to noč malo spoznaš, a ne. In se mi to ni dalo do, ne vem, 1 mesec pred šparto in pol sem šla samo enkrat ob pol 2 zjutraj laufati, glih toliko 8-10 kilometrov, ampak sem ugotovila, da pol, ko sem se spravila iz posle, ko si na cesti, ni nobene panike, sem pa imela kar težave, da sem ostala ob tej uri pa šla ven. Ja, si predstavljam, koliko si največ pretekla do Špartatlona? Do takrat. A v misliš, kosu? koliko kilometrov? Ja. A ja, 117, to, kar sem naredila normo v bistvu v 12 urah na tekmi v Zagrebu. Ampak, a si pol kdaj, koliko pa je bil tvoj čas na Šparti? 30 ur pa 50 minut. In Limit je pa 36, ne. pa si kdaj prej sploh bila po koncu 30 ur? Ne, saj to sem No, jaz sej govorila. to, Jaz sem rekla, jaz še po koncu nisem bila 24 ur ali pa da bi žurala 24 ur, nič. Sem rekla, to je nemogoče, kako slov to. Jaz sem itak, ko sem šla, sem imela cilj 36 ur oziroma 35 ur, 59 je zame, samo da pridem, a ne. Mi je bilo to res noro dolgo, ampak pol sem jaz to malo skrajšala in sem bila ful vesela, da sem bila že ob 2 v cilju. Ama Ob 2 popoldan. Zato krajšanje rabiš biti zelo dober, ne? Mislim, to se je tako zgodilo, saj nisem jaz namerno, pač jaz sem Ja. laufala po občutku, počutila sem se čist celo pot, ful dober. In se je pač tako dobro išlo, na srečo vseh, da smo šli pol vsi lahko na pivo, čim prej. Kako? A ne spat? Ne, ko sem jaz prišla v cilj, smo šli takoj v ta prvi lokal zraven in smo itak tam proslavljali do, ne vem, 6-7 zvečer, potem smo se šli sam stuširati, pa spet ven, na večerjo pa spet proslavljati. To pa ni bilo samo 30 ur po koncu. Ne. Ja, to je bilo, če računaš, da smo v soboto ob 4 zjutraj vstali, smo šli pol spat nedelja, v ponedeljek ob 2 zjutraj. Pač, koliko je to ur, ne vem, velika. To je pol, kaj 46. Ampak se je Ja. splačalo, je bilo dobro. Ja, Se to se ne zgodi velikrat v življenju. Saj zato. Ja, se po moje se je to meni prvič in zadnjič, ne vem, če bom jaz še kdaj šla na ta Špartatlon, pa ne zato, ker se bi mi zdel tako grozen težko ali pa kaj, ampak ne vem, to meni se zdi to čist preveč treninga. to sem si jaz za veliko stvari rekel v kolesarstvu, pa pol to ni nikoli konc. Ne, sej ne rečem, da je to zdaj res nikoli, ampak tako, meni se zdi, da imam še kaj drugega v življenju za početku, ker to poletje ali pa od marca, pač letos, ko sem trenirala, to je bilo res samo služba, domov, trening. Tako, nisem jaz tak človek, samo eno stvar ali pa da se čist predam športu. Ja. Kaj pa tako zdravje, kako sploh lahko ostaneš tako zdrav po vseh teh odtečenih kilometrih pa vsej tej pripravi, recimo ti, Klemen, pač
poškodbe pa to so še vedno lahko velik del tega, ker pač, če pretečeš 250 km, si predstavljam, da pol 2 meseca ne moreš niti hoditi. Čisto odvisno. Odvisno. Mislim, jaz, ko sem začel teči, sem bil, to je bilo skozi neki, pa levo koleno, desno, to je bilo skozi neki, ker sem hotel vse naenkrat, ne. Jaz sem hotel takoj, sem prej govoril, prvič 50 km in tudi pol naprej se dolgo časa se nisem spremenil, ne. In normalno, ti z nule, pa da greš zdaj pa pol, ne vem, 5 na teden teči, a ne, pa se primerjaš z drugimi, to je bilo skozi nekaj. Zdaj pa jaz poškodb več nimam, ker tudi tečem bolj malo. In bom rekel, se počutim odlično, ne. Ne, tako da res, nimam nobenih poškodb. Eno tako čisto neumestno vprašanje, koliko si pa ti imel čas na? Zdaj, čisto si slišali, čeprav sem že povedal, vsak mu povem, da sem ponosen na Majo, da je Šparto pretekla boljš kot pa jaz. Ja, a ne? Ampak ja, moj čas je bil pa, mislim, tam okoli 32 ur. No, Ja. Ura 20 sem bila No, izboljša. se pravi, Maja ima to bolj kot kontrolo, ona. Ve do minute natančno, koliko je bila boljša. Ne, do minute ne, ampak tam neko uro 20. Tako da, ampak si isto, no. to preteči je. pač jaz bom tako rekel, no, za to Šparto, pa za te čase, pa to. Jaz sem zelo malokrat govoril o svoji Šparti, nikoli se nisem hvalil z njo, ker sem prepričan, da to vidva, ne bom rekel brez problema lahko naredita, ampak definitivno lahko naredita. Če malo športata, mlada sta, imata pred sabo časa še ogromno za kakšen tak podvig. Tako da jaz se to ne jemljem, da sem naredil nekaj, kar pa skoraj nobeden ne more. To se da, to lahko naredi z malo, bom rekel, z malo discipline, treninga, to lahko naredi marsikdo. Ja. Marsikdo. No, ampak da to narediš, moraš pa vložiti nekaj Saj sem rekel, a časa, ne, treningov, seveda. moraš biti tudi v glavu pripravljena, Seveda. tako da ni prav tako enostaven, da bi vsak to naredil. Ne, lahko veliko ljudi lahko marsikaj naredi, Seveda. zelo malo jih je pa pripravljenih Tako. to vložiti in meni se zdi, da je to tista razlika, ki Ja. dela športnike Tako. različno od drugih, ki pač vsak lahko reče, da to bi lahko. Ja, ampak jaz se to pa ne nikoli reče. nisem hotel primerjati s takimi, a ne? Ki si ne da, ki nimajo nobene volje do življenja, no, mislim, ki v bistvu nima nobenega zanimanja, a ne, za nobeno stvar. Jaz se s takimi nikoli nisem primerjal, a ne. In sem tudi vedno sem bil kar malo tako alergičen, ker so me kdaj takole, ne vem, ali bilo to na cesti, ali v kafani na kavi, ali kjerkoli, prišel kdo do mene po moji Šparti, pa si mi tam klanjal, pa ne vem, kva si ti bog, ne vem, kva, kakšen bog. In sem, v bistvu, če se le da, zelo hiter, ne vem, menil debato, oziroma šel stran, karkoli. To sem jaz naredil zase, vem, da bi lahko z neko disciplino lahko tudi naredil boljše, ali pa sploh ne, nima veze, no, v glavnem. In da bi tudi on, ki me je to spraševal, lahko naredil, ampak meni je to, ne, da bi se jaz s tem ponašal, hvalil se, to sem jaz naredil zase, vesel sem, da sem to naredil, ampak to je pa tudi vseeno. Koliko je potem ultramaraton tekmovalni šport, ker se mi zdi, glede na to, kaj pravite. Ja, je. Mislim, zdaj pač mi sigurno ne spadamo, jaz pa Maja sigurno ne pašava v ta rang, bom rekel, teh najboljših ultramaratoncev, daleč od tega. Ultramaraton postaja vse bolj resen šport, a ne. In tudi najboljši ultraši se ga danes lotevajo profesionalno, oni ne hodijo v službe, ampak verjetno bolj bogo se prebijajo skozi življenje s temi sredstvi, ki jih dobijo od sponzorjev. Ampak vse bolj gre to v profesionalne vode, a ne. In tudi svetovni rekordi na različnih ultradistancah, bom rekel, padajo, ne bom rekel vsakodnevno, ampak ogromno teh rekordov, vsak let pade kakšen rekord. Tako da eni se s tem zelo, zelo resno bavijo, a V ne. tujini.
Ja, v Sloveniji. Ja, v Sloveniji mislim, da danes profesionalca nimamo. Dušan Mrlej je bil profesionalc, drugega pa pol ni bilo. Kaj pa prehrana? Tako, med samo dirko, za regeneracijo, to mene tako zelo zanima. Kaj sta jedla, ker pri teku, jaz, ko sem šel 73 km, to je mene ful oviralo, ker sem vedel, da bom mogel teči, pa imaš pa lahko, če preveč poješ, kar hude težave, ampak zdaj hkrati pa spet moraš jesti, zato ker če pa ne ješ, pa tudi imel težave, mislim, ne bo ti prav Mislim, zelo. da je to zelo različno od tekača do tekača. Ne? Ja. Si poznam. No, zato pa povej zase, pa pol imajo še zase. Jaz bom težko kaj pametnega povedal. No, pa povej, Jaz sem totalno za nekaj si nezahteven. jedel. Kaj? Seveda jedel sem, se pravi, jaz sem še vedno toliko sistematično na take teke, da bi zdaj dal komu kakšen nasvet, mislim, lahko dam nasvet, mene ne poslušajte, ne? Ker ne bo dober. Jaz sem vedno, normalno sem jedel gele, ki jih v procesu treninga nisem bil vajen, tako da sem dokaj zdaj sem gele jedel, pa kakšen sendvič, salama, to je to. A veš, nič, za regeneracijo pa pivica, pa druga, pa tretja in do poja hitro dobro, no. Res, pomaga, to pa lahko povem. Mi ga nisva tipična tekača ali pa ona prava tekača, ki se ful ukvarjajo z prehrano, pa z regeneracijo, pa prej, pa pol, kaj moraš. Sem tako se ful ne drživa tega, mislim, jaz vem pač, ko grem na dolgi tek ali pa dolgo tekmo, da tako, kot si rekel, da moraš ful enih hidratov pojesti, tako da jem gele ali pa one čokoladice, pa veliko pita, ne. Ja, kaj je toplo, ne, mislim, sploh Ja. na Šparti, si predstavljam, da. Zdaj, drugače pa tako rekel, no, ti, bom rekel, dobri atleti sigurno morajo dati, se mi zdi, no, veliko poudarka na to prehrano in vse to, počitek to. Ko pa spremljam jaz ti tekače, ali so kolesarji, ali kdorkoli že, ko v bistvu s takim ritmom, tempom, ki ga oni dosegajo, jaz mislim, da se čist preveč ukvarjajo s temi stvarmi, ne. Čist preveč. To je moje mnenje, ne. Ja. Ampak jaz tudi vem, zakaj, ne. Ker danes v bistvu se to prodaja, ne. Kdo je danes, zdaj, če smo pri teku, ne, kdo je danes najbolj popularen? Se pravi, nekdo, ki promovira, ki načeloma sploh ni tekač, Tisti, ki je najbolj popularen, ima doma bo dvoje pajkice pa ene superge, normalno ima. In pol se pojavlja in dela promocijo za prehrano. Danes so v Sloveniji, se mi zdi, najbolj poznani ljudje, ne vem, oziroma tekači, ki žonglirajo, igrajo harmoniko, ne vem, se maskirajo in podobne. Ja, In to gre meni blazno na živce. Blazno na živce. Ti, ne, ker si pa mlad, perspektiven, imaš neke, pač imaš možnosti, da bi s tebe nekaj bilo, noben te ne bo opazil, prišel do tebe, te poklical, ti pomagal, ti tam malo, daj, s tebe se da kaj narediti, ne vem, pa da po tebi, v kakšnem cajtu, kakšen medij je napisal, ne. Ne, zadnjič sem le žongliral, čez 21 km, 10 km je žongliral in glavna faca vseh teh medijev. Ja, On je igral harmoniko in zdaj je to dvignil ceno špila še za 3 ure. Guinnessov rekord. Ja, da jaz ne pa dam ni nič kar na te rekorde, res, to mi je, zdaj se pogovarjamo o športu, ne. Ja, Jaz sem povedal zase, da nisem noben resen športnik, noben resen tekač, ampak bi si pa želel, da se ta šport, ultramaraton, dvigne na en višji nivo. Na več načinov, kot se to narediti, mogoče bomo pa že do tega prišli. Ampak, dajmo, jaz tako pravim, če gremo športati, pojdimo športati. Če se gremo zabavati, se pojdimo zabavati. Jaz res, da sem noben svoj tek nisem pripravil, kot bi se mogel, ampak sem pa vedno dal vse od sebe.
In se nisem šel zdaj tam blamirati, pa ne vem, norca se delati iz tega športa, to je meni totalno poniževalno, podcenjevalno do samega športa, ne maram tega. Dober, pa da vaju ne bom preveč zdaj s to prehrano tle. Kdo od vaju pa tako bolj nekako posluša svoje telo, pa tako ve, ko rab počitek, ali pa da ne pretirava tako v takem smislu, da ve kdaj, kje je meja. Ne, če sem prišla vida že do te faze. Mislim, jaz definitivno zase vem, da jaz se dobro znam poslušati, jaz z uro skoraj nikoli ne laufam in jaz točno vem, mislim, ponavadi vem, dokam lahko, kje pa meja, ne, in zdaj, če si jaz, da sem podrt, tudi kad sem malo več laufal, nisem šel teč, ali sem šel pa, ne vem, v gmajno, da mi nobeden ni videl, sem malo hodil, malo tekel, nikoli nisem malo, kad sem šel jaz preko sebe. Mislim, jaz tudi ne. In tudi jaz ne rabim ure, da bi, ne vem, zdaj, da bi ne crknil ali pa jaz vem, kako se počutim. Ne? In tudi vem, kdaj moram znižati, kdaj pa lahko zvišam. Ali pa podaljšam korak. Ja, kako pa pol zgleda, recimo, vajen normalen dan tako? Vključuje kaj teka ali bolj ne? Nedelja. Zdaj trenutno znam nedelja, ja. Samo ne. Ne, ampak drugače pa sva, ja. Saj sva hodila tako parkrat na teden laufat, ali skupaj, ali sama, ampak saj se bo to zdaj spet vrnil, mislim, jaz se bom siguren. No, imava tudi obdobja, ker je vsak dan. Imela sem obdobja, ker sem šel jaz tudi dvakrat na dan. Naprimer, na en dopust na morju, izgleda tako, da zjutraj se zbudiva, spijeva kavo 2, kaj pojeva na hitro, pa gre pa laufat. Tako da midva na morju, ko greva, laufava vsak dan. Vsak dan, tudi, ne vem, 2 leti nazaj, sem jaz tudi 2krat na dan laufal. Tle imam eno vprašanje, ki zdaj ne vem, a je čisto relevantno, ki si rekel, da si Majo ti spremljal na Šparti, ne? Mislim, na teh točkah, ne? Pa je vprašanje, kako se odzoveš, ko vidiš, ko si videl njo v krizi, a si pa ti sploh imela kakšno tako hudo krizo, ne? To vprašanje. Meni je dobro to, ko vidim krizo, ker tudi ona meni ponavadi prvoš, da mi je hecala. Ne, saj to sem že prej malo rekel, da me je bilo zelo strah, ne. Ja. Samo čakal sem, ker sem vedel, kako je bilo meni težko in koliko teh kriz sem mogel jaz dati skozi, ker so nekatere trajale lahko tudi po več ur. In sem v bistvu skozi samo čakal oziroma upal, da se bo to zgodilo čim kasneje. No, na koncu v bistvu Maja res ni imela ene krize. Če se tazga res še nisem videl, mrzke sem že videl sem resno grozne primere, a ne. Koliko je bilo to, koliko to lahko grdo zgleda po tolikih kilometrih pa po tolikih urah, a ne. Tako da Maja ni imela ene krize. Ja, in jaz sem bil najbolj ponosen človek na svetu. Ja, lepo, Ne, res je bilo dobro, no, res. Zame je bila to res dobra izkušnja, ne. Mislim, sem bolj trpel, kot pa, ko sem sam tekel. Ja, on je bil skozi živčen. Ja, jaz sem živčen noro. Sam je pa ful skozi navil, vsakič, ko smo se videli. Je res, to ti pa tudi da nekaj, a ne, tekačev, da ko prideš do svojega suporta, a ne, Neža je imela pri meni bolj tole logistiko, hrana, tole moraš pojesti, tole pij zdaj, malo me izmasirala, preoblece neki. On je pa skozi sam tam skakal, pa sam pozitiva, pa ful navil, tako da ti to tudi daje nekaj, a ne. Če slučajno pomisliš, da si nekaj utrujen, pa pol, ko ga zagledaš tako pozitivnega, pa čisto našpičenega navijamo, da pol tudi ti postaneš še malo te pozitive prevzameš. Tako da jaz res nisem imela. Rada me ima. Ma ne, zdaj to povem res tako, a ne, valjda ste, a ne, ko vidiš človeka, ki je na power, da to tudi nate pride, ampak jaz res nisem imela krize. Mislim, valjda sem hodila vmes, ko je bila noč, ko sem rekla, prej sem bila zaspana, ampak nikoli nisem imela take krize, ne vem, na kakšnih drugih tekmah, ko so bile veliko krajše, sem imela krizo, pa nisem mogla, pa ne vem, ali se mi ni dalo, ne vem kaj. V glavnem, tukaj sem bila po moje res tako pripravljena tudi v glavi, da moram priti v cilj, da ni bilo prostora za krizo.
Kdo od vaju je pa, to se mi zdi ful dobro vprašanje, kdo od vaju je bolj tak realen, tako ko nekaj gledaš, recimo to Šparto, da je tako bolj realno gledal na to, ali kdo je pa bolj tak sanjač, ki bolj si ustvari neko sliko, ki ni čisto realna, pa pol v tem živi. Ne vem, mislim, da sva gledala oba dva kar dost realno gledala na tole Šparto. No, ne vem. Ja. Mislim, tako v življenju sem jaz veliko bolj realna, pa on sanja, pa ima tako polno idej, pa neki. Ampak to niti ni slabo, če imaš polno idej. Ne, ene od teh sej- so zagotovo dobre, mislim, da so tudi ful neumne, ki te Ne, skoraj- se ne govorim o tem, da je kaj slabo, ampak tako hočem reči, jaz sem bolj tako realen človek, bolj na tleh, bolj organiziran, on je pa bolj tako na free, a ne. Ja, jaz pa vržem ven v 1 minuti 7 idej, potem jih mora Ki pa jih ona, moram ona jaz realizirati. uresničiti, ja. Tako. Aha, Da malo tako zriten, seveda. Torej, seveda. en ideal, tak, Tako. ki ima poln idej, potem pa en bolj realen, te ideje, te so slabe, te so dobre. Najprej tako. prefiltrira, ja. Ja, Ja, ja. jaz se pa hkrati pol prepričujem, da te ideje so dobre in mora pa na koncu vse uresničiti. Ali imajo? Ni glih tako. No, ampak kar se tiče Šparteja, to sta oba dva pač bila tako. Ja. Se tle ne moreš biti sanjač. A veš, če ti hočeš, Ja. imaš tak cilj, moraš res biti na tleh. in- Sanjačem se zelo hiter zaključi Šparta. Takih je 50%, že prej povedala. a ne. Ja. Ogromno je teh tekačev na štartu Šparte, ki se tam pleše, vem, če pleše, jih je res. plešejo, derejo se, ne vem kaj, ampak za take že takoj veš, da si jim bo Pa ne vem, pot če je zelo to hitro res. zaključila. Glej, se ti moraš, kot sem prej rekla, da sploh prideš, da se prijaviš na Šparto. Ja, Že moraš neki biti cilj, ful dober. Mislim, neke norme dosež to tudi ne more glih vsak, pa da se malo tam zabava. 50% jih je. Ja. Ja, podatki so očitno taki. Ja. Zdaj pa sta organizirala, da gremo malo preskočili temo. To je pa zdaj moja tema. Tvoja tema, Seveda. pa boš pa ti. Ne, malo- mislim tako, všeč mi je tema, ne da bom sam jaz govoril. Aha, ok. dobro. Ampak Te mi je ga všeč. pusti, da vpraša. Ja, ne, se tudi jaz zmajo, prekinjam. Kran, 12 ur, 6 ur, pa 100 km. Ne, 100 km pa ni bilo. Ni bilo? Samo 6 in 12. 26. Tako. Okay. Ja. No, povej pol, kaj več o tem dogodku, ki sta organizirala. Ja, ta tek je bil, prva edicija tega teka je bila v letu 2015. V Trbojah, to je ena zelo lepa vasica, sta že bila, se že peljala tja. Ja, Kdaj, s kakšno kolesom. punco parjatla na jagode. Pa sem bil že z veliko ljudmi tam, No. tudi s tem. Ne. Bila, Naredil zakaj par si vse skupaj treningov. tam začel? Zato, ker jaz izviram iz Trboja, tam sem rojen, sicer zdaj že dolgo tam ne živim. In takrat je bilo tako, da je bilo v Sloveniji zelo malo teh, bom rekel, tekov daljših od maratona. a ne. Bila je Celje Logarska in to mislim, da je bilo pa tudi vse. a ne. In mene je kar par ljudi, tekačev, prepričevali, da bi organiziral jaz kakšen tak dogodek. a ne. Zdaj- Ker je on že prej organiziral tekme, zato najbrž se Ja, znate v- ampak krajše. No? In smo se zbrali par prijateljev in smo rekli, bomo mi to naredili. Ne? Tako da že prva edicija je, bom rekel, je bila kar uspešna, ne po številu tekačev, ker jih ni bilo veliko. Takrat tudi ta, bom rekel, ultramaraton ni bil še tako popularen, kot je danes. ne. Ker danes vsak drug tekač je bil na kakšnem od trailov, pa prelaufal, bom rekel, vsaj 50 km. No, glavno, takrat je bilo zelo uspešno, pravim, ne po številu, ampak po tem, kdo vse so prišli teč na to tekmo. a ne. Definitivno so prišli vsi slovenski ultraši, plus še par tekačev iz celega sveta. Par teh najboljših ultrašov tistega časa. Bil je Ivan Čudin, Italijan, on je bil že takrat, mislim, da je imel za sabo 3 zmage na Šparti. Potem Marko Bonfilio, ki je bil tudi, ne vem, neki italijanski rekorder, v glavnem odličen tekač, on je bil pol kasneje zmagovalec na tej prvi ediciji. Prišla je Brenda Karavan,
Mehičanka, ki je, mislim, da zmagala, ja, ali pa druga. A je Badwater? Badwater, se pravi, Ni ta zmagala. ultramaraton po Dolini smrti. No, pa še nekaj takih. Seveda smo pol to zaradi same, bom rekel, uspešnosti predvideli, smo to spet ponovili v letu 2016. Seveda se tam pa izbrali še več teh tekačev, no pol je bilo pa tako, jaz sem pač človek, ki si ne želi naslednje edicije delati na istem nivoju. Se pravi, jaz sem, ali ste isti? On je isti. Prav sem človek, ki bi si želel, ki si želim, to je pač sploh prvi pogoj, da se česa lotam, da pridi to, da jo pač, rekel, naredimo večjo, boljšo, da privabimo boljše tekače, da privabimo več gledalcev IPD. In ker je bil to takrat kar dosti velik zalogaj zame, ekipo, tudi takrat še nismo imeli toliko izkušenj, kar se tiče organizacije, da je v bistvu, sem se jaz malo skuril, no. Malo sem se skuril in pol 2 leti nisem delal nič, kar se tiče. 2019. Ok, pa 3. Se pravi, nisem delal nič, kar se tiče organizacije tekem. Ja, kako naj skrajšam zgodbo. No, potem se je pa zgodilo, da je zdajšnji župan Matjaž Rakovec, župan Kranja, nastopil kot župan v Kranju. In sem rekel, ja, Rakovec pa je pa športnik po duši in on bo sigurno podpiral šport in sem si izboril sestanek, oziroma dobila sva se na pivu v eni od kranjskih kafan in sem mu jaz predstavil zgodbo, da bi rad pa jaz ta 112 ran iz vasi pripeljal v mesto, v mestno središče Kranja. Nekako se mi je zdelo, da tega še nobeden na svetu ni naredil, da bi to bilo super, sploh kar se tiče gledalcev, da bi v Kranj privabil veliko število gledalcev, ker ultramaratoni niso prav zanimivi za gledalce, oziroma tudi jih na tekmah navijačev ponavadi ni kaj dosti, no. Zelo malo je tekem. Težko je navijati za... Tekači pa ultra gledalci. Ja. No, v glavnem ideja, da gremo v Kranj, je bila predvsem zato, da ultramaraton približamo širši publiki, da naredimo spektakel. No, in pol je to ratalo, pa smo delali prvič, pa je bilo precej boljše, kot je bilo to na neki vasi, kot so bile Trboje, je bilo noro, kot je Maja tekla, a ne. Sem bila 3. Ja, kot je Maja tekla, ampak midva takrat še nisva bila par in tudi ona še ni pomagala pri organizaciji, je pa pol naslednjo edicijo v Kranju, a ne. In Maja je tudi ful pripomogla, da je ta prireditev, bom rekel, še bolj zrasla, pač je postala prepoznavna ne samo v Sloveniji, ampak po celem svetu, se pravi v krogu teh ultratekačev. A boš še ti kaj povedala zdaj? Ja, saj to je to, kar smo prej govorili, ali je imel ideje, a ne, kako bi ta tekma še bolj rasla, kako je treba te tuje ultramaratonce privabiti, a ne, te, ki so posegali po evropskih svetovnih rekordih na to našo tekmo, a ne, sem pa pač to pol vse izvajala. Tako da ta tekma je pol res, se pravi 2021, ke sva midva to res postavila na malo višji nivo, a ne, pol vsako leto začela ful rasti in kar se tiče po številu udeležbe tekačev in kar se tiče teh vrhunskih ultramaratoncev tujih, ke so prihajali, pa rekord, kaj je bil že rekord proge pa tako, v glavnem je napredovala ta tekma ful, ne. Do letos, ke smo imeli v bistvu, sva se odločila, da letos junija, da je zadnjič, vsaj zdaj za nekaj časa, ker sva pač ugotovila, da ta najin entuziazem in dobra volja in energija ni več dovolj za
organizirati kaj tako vrhunskega. No. Ja. A to je bilo tako tekmovalno, Ja, kakšni so pa bili recimo kilometri? Torej v bistvu 12 ur, koliko razumem, čim več krogov, verjetno. To je bil Koliko pa je bil dolg krog? krog je 1250 metrov, dolg. Oj, se ti zmeša. Tako da 12 ur tečeš v tem krogu, tako čist po centru Kranja, tako da je bilo res, vzdušje je bilo fajn, gledalci so bili. A je bil mislim, kakšen tako. klanc vmes? Ne. Koliko pa to so kilometrov pol približno, ta boljši Ja, pretek? tisti, ki je zmagal, Rekord proge je bil 161 km. Oj. Kar je. To je ogromno. Lahko Simon kaj izračuna, ker prej je nekaj računal, pa povprečno hitrost si računal. Ja, povprečno to je hitrost tebe na... A ja, mene moja, to ni No, neka glavno, hitrost. kaj smo mi hoteli doseči s to tekmo, ne? Oziroma, saj jaz sem imel to vizijo pred sabo, da se ultramaraton kot šport dvigne, da se mu dvigne prepoznavnost, da se ljudem pove, zdaj govorim za predvsem te najboljše ultraše, koliko je to vloženih ur za trening, da se ljudem to pove, da se, ker pa še nekaj, no, naprimer gledalci. Jaz mislim, da vsak šport je pač mora biti privlačen gledalcem. Zdaj, šport, ki ga noben ne spremlja, noben ne gleda, to je pa lahko v bistvu res samo rekreacija. Mi smo prej že govorili, da ultramaraton napreduje z dneva v dan in to je treba približati pač širši publiki. Ne? Mi smo to delali. Ne? In v Kranju je bil vzdušje, ne vem, ste kaj gledali, da je kakšen posnetek, mogoče ste kaj sledili, zdaj ne vem. To je bil vzdušje, to je bilo noro, to je bilo kot na fuzbal tekmi, to je bilo res noro in vsak od tekačev se je res počutil pač pomembenega. Ali tisti, ki je v bistvu delal svoj PB, ali nekdo, ki je postavil rekord proge, spet drug je, ne vem, se s čim drugim boril. In to je bilo noro, to so nam vsi priznavali. Ne? In tudi priznavali, da je bila to v bistvu 12-urna tekma, ki je bila, ki je verjetno ratala mogoče celo najbolj prepoznavna na svetu. Ne? Ampak mi pač od naših veljakov kranjskih nismo v bistvu dobili, bom rekel, te potrebne podpore. In smo rekli, da bomo pa mi vsako leto znova prosili za bombončke, potem, ko smo že nekaj naredili in za Kranj in pač za šport, predvsem pa za Kranj. Tega več ne bomo delali. Ne. Meni je to sicer zelo hudo, ampak mogoče pa to še ni zaključena zgodba, mogoče pa zdaj počakamo, da se oblast v Kranju zamenja, pa da mogoče najdemo kakšnega s posluhom za to dobro stvar, ker je bila dejansko dobra stvar. Ja, Ampak- ja, Ki si prej rekel, če je bilo tekmovalno. Ne? To je bila tekma tako na vrhunskem nivoju organizirana. Ja, Da je saj- bila tekmovalna. Ne? Recimo, kar se tiče Slovenije, ne, je to bilo državno prvenstvo na 12 ur, ne? Se pravi pod okriljem Atletske zveze Slovenije. Kar se pa mednarodno tiče, je pa to tekma, ki je dobila, se pravi, zlato značko od mednarodnega ultra združenja IAU. Ne? In vse to so pač hudi, kaj To je v bistvu- rečem, priznanja. Ne? Priznanje za kakovost, ne, ker je Ja. v bistvu v Sloveniji nima nobeden od slovenskih organizatorjev, mislim, daleč od tega, no. Ne, tudi v tujini, ne. V tujini imajo v tujini pa 3-4, mislim, da imajo Špartatlon recimo ima. 3-4 prireditve, bom rekel, v morju prireditev, kaj danes takih in podobnih, smo bili mi, mislim, da je eden izmed 3 ali pa maksimalno 4 s tem priznanjem Golden Label. Ja, sej, ki je Simon zaračunal povprečno hitrost tega najboljšega. Švicarja. Ja, to je kar nora hitrost, mislim, pač. Da to je 12 ur tako povprečna. tečeš, ja. Ja, to je res. Včeraj sem pa sem tako tekel
kilometer 600. Ja, lej. Ne, predvsem ti, Klemen, si kar odgovoril na, mislim, čisto vse vprašanja, ki sem jih imel. Zdaj pa za Kranj in to. Zdaj pa še tako, ti si omenil, da tebe naj noben ne posluša za te nasvete, a ne? Točno to. Točno Ja, to. pol pa zaključek mogla Maja. No, ampak samo nekaj še kar na tvojo povej. temo povedal. A ne? Ja, ja. Jaz mislim, da je to zelo pomembno. Kaj, da se Pa, te ne posluša? ali da se zdaj pogovarjamo o športu ali pa o katerikoli drugi stvari. Je pomemben, da človek malo razmišlja, no? Da človek malo čuti, da se malo spremlja. Da, a veš, ne morem zdaj jaz, ne vem, jaz sem včasih oče pa mami, ne, ki sem bil star tam 5, 3, 4, 5, 7 let, pa mogoče še kakšen let pol, da sem tam povedala, ne, pa gledaj, Klemen, boš ne vzeti 2 bombončkov enega, da, ja, veš, ampak po enkrat odrasteš, pa ko v življenju tukaj in tokrat zajebeš in se sam vlečeš iz dreka ven, je pa že cajt, ne, da se nekaj z tega naučiš, pa da razmišljaš svojo glavo, ne. Ker ne paše vsakmu gel na dirki, ne paše vsakmu, ne vem, gin tonik v gostilni, meni paše pivo, a veš. Tako da, Ja, smo si fajn je, da sam veš, no, se približen, kam greš, ne, da rabiš za vsak korak pomoč, no, jaz definitivno nisem tak, pa mislim, da preveč ljudje poslušajo, zaupajo nekim reklamam, ki so danes, ne vem, na Facebooku, Instagramu, TikToka nimam, ne vem, verjetno nekaj tam še več. Če bi vsakega poslušal, pa ne razmišljal oziroma ne znal presjati teh informacij, pol, ne vem, po moje, da ni dobro, no. No, ampak vse je fajn, če se pogovarjaš, pa poslušaš druge. Se pravi, nekateri to rabijo, no. Ne, vse je fajn, če pač poslušaš različne nasvete na internetu, imaš ogromno Ja, stvari vseh. na svetu je preveč, ne. A Na da svetu je preveč. dokončam, imaš ogromno o prehrani, treningih, ne vem kaj. Ampak pač ti to prebereš, pa selekcioniraš, pa ugotoviš, kaj te je po redu, pa tako, kot je rekel Klemen, poslušaš sebe, a ne, kaj te paše. Ja, ne, sej, Klemen ima kar prav. Kaj pa ti, Maja, imaš kakšen nasvet da pol še Klemena ne moremo poslušati? Ja, pa to pa pol tebe. Za konec čist. Nasvet na, kaj, v zvezi s čim? Tako, v športu. Ne? Ja, ker imajo končno vprašanje ponovati, kaj je bil vaš najboljši nasvet, ki ste ga kadarkoli dobila v življenju. No, ja. A ja, dobila. A pa, ja, pa se potem 3 vprašanja so no, tako. Ja. Začetek. Lahko jaz povem 10 božjih zapovedi. Povej. Ne znam jih po vrst, tako da. Hec. Ne, si to je že odgovor. Ne? No, sej. Kaj bi bil pa potem najboljši nasvet, ki bi ga videla lahko dala? Jaz sem ga Ja, že dal, to- poslušaj samega sebe. Okay. Ne verjem ljudem, ker lažejo. Ne, jaz ne rečem, da lažejo. Jaz pa rečem, posvetuj se pač z vsemi, ker možnimi, ampak pa na koncu se odloča sam zase in tako pridemo pol do tega, poslušaj samega sebe, upoštevaj samega sebe. Je pa fajn, če imaš čim več informacij. Sigurno res. Sigurno. Se strinjam. Ja. Imaš še ti kakšno vprašanje? Ne. Ok. Smo bili izčrpni. Ja. Veliko stvari sta povedala, veliko novih, zanimivih. Ja. Lepo vam je imeti kot gosta. Hvala. Pa hvala, da ste si vzela čas še Z enkrat. veseljem. Hvala. Mi se pa vidimo naslednji torek.